Dober večer. Danes bom govorila o svobodni volji in tudi o božji volji. Kakšna je razlika med svobodno voljo in božjo voljo? Svobodna volja je, da se odločamo ali za dobro ali za slabo. In če se odločamo za dobro, imamo dobre rezultate. Če se odločamo za slabo, imamo na podlagi slabih dejanj tudi slabe rezultate. Potem pa obstaja še božja volja. Božja volja je le božja volja. Ljudje, ki poznajo božjo voljo in živijo po njej, imajo drugačno življenje. In tudi njihovo zdravje je odvisno od božje volje. Zakaj? Zaradi tega, ker je božja volja življenje. Božja volja je radost. Božja volja je mir. Božja volja je blagostanje. Božja volja je resnično, radostno, zdravo življenje. In ljudje, ki ne verjamejo, da obstajajo božji zakoni in da obstaja božja volja, pač živijo zemeljsko življenje. Nekateri zelo lepo, dobro, drugi pa trpijo, se pritožujejo, sodijo, tožijo in trdijo, da Boga sploh ni. Za njih ga res ni. Zato, ker ne poznajo božje volje. In ker ne poznajo božje volje, je tudi ne morejo sprejeti, niti ne živeti po njej. Tako, da se mora vsak izmed nas odločiti ali za svojo svobodno voljo, ki je ali dobra ali slaba, odločitev za nas, ali pa za božjo voljo. In kadar se za božjo voljo odločimo, imamo resnično čudovite rezultate. Danes sem gledala en zanimiv dokumentarni film o tretji poti. In moram priznati, da sem bila prijetno presenečena. Dokumentarec je govoril o ljudeh, ki so imeli resnično življenje in so se zavedali, da so drugačni kot ostali. In ljudje so jih obsojali. Tudi sami sebe so obsojali. In vendar si niso znali pomagati. Govorim o ljudeh, ki imajo prirojene določene lastnosti ali pa pridobljene skozi otroštvo. Vidim primer enega moškega, ki je govoril, kako je imel krutega očeta, kako se ga je bal, kako je imel krute sošolce. In ni našel v očetu lika ljubezni in ga je nekje iskal. In iskal ga je pač med moškimi. In vedel je, da to ni normalno, ni naravno. In je bil zato še v večjih problemih. A ko je našel tretjo pot, to je pot brezpogojne ljubezni, ker je tudi prva alineja 9. člena našega statuta,
Društva za srečno življenje Belis, je spoznal, da obstaja tudi tretja pot. Da obstajajo ljudje, ki imajo brezpogojno ljubezen, ki ne sodijo, ki so ga sprejeli takšnega, kot je. Spoznal je, da se lahko odloči za odpuščanje očetu. Spoznal je, da lahko odpusti prijateljem, ki so ga zasmehovali v šoli, osnovni, srednji in kasneje celo na fakulteti. In spoznal je ljudi, ki so v dejanjih izkazovali brezpogojno ljubezen. In njegovo življenje se je popolnoma spremenilo. Postal je srečen, nehal je piti, se drogirati, ni več iskal moških, ki bi mu zapolnili vrzel, ki mu je ni mogel zapolniti njegov lastni oče. In postal je svoboden. To ga je osvobodilo. Tretja pot, brezpogojna ljubezen, ga je osvobodila. In danes bi rada vsem nam dala na srce, če imamo kakršnokoli zamero v svojem srcu, do kogarkoli, tudi mogoče do sebe ali do bližnjih. Odločimo se za brezpogojno ljubezen. Odpustimo jim, sprejmimo v svoje srce to brezpogojno Božjo ljubezen. To je Božja volja, da smo Božji otroci, srečni in zdravi. Hvala lepa za vašo pozornost.